Smo pri naslednji točki dnevnega reda, proračun občine Ljutomer za leto 2013. Na mizi je predlog proračuna občine Ljutomer 2013, ki smo ga pripravili skupaj s sodelavci občinske uprave. Seveda na podlagi zahtev, če se lahko tako izrazim, vseh tistih, ki so proračunski uporabniki. In sicer izhodišče, ki smo ga zasledovali pri pripravi proračuna, je predvsem uspešno načrtovanje in izvajanje proračuna v letih 2011 in pa 2012, kar je seveda zagotovilo stabilno in pozitivno poslovanje občine v preteklih letih. V preteklih 2 letih je bilo zaključenih več kot 15 večjih projektov in ti projekti so na enak način znašali cirka 6,5 milijona evrov, od tega smo uspeli pridobiti cirka 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Plan, ki smo ga pripravili za leto 2013, predvideva 12 milijonov investicij, od tega približno 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Če mi dovolite, bi naštela kar nekaj večjih projektov, ki so se zgodili, in sicer to je kanalizacijsko mrežje Krištanci, Šalinci, Grlava, potem zbirni kanal oziroma kanalizacija Pristava Stročja vas, se pravi transportni vodovod, o čemer je bilo že danes govora, rekonstrukcija dela lokalne ceste v Stročje vasi, se pravi dovozna cesta tudi do osnovne šole. Potem smo izgradili tlačni vod, prav tako v Stročji vasi, prenovil se je zadružni dom na Cvenu, prenovile so se mestne ulice v Ljutomeru, izgradila se komunalna infrastruktura na Juršoki in otroško igrišče, zamenjala se je strešna kritina na osnovni šoli oziroma podružnični šoli Cvetka Golarja. Potem smo uredili odvajanje odpadnih voda v industrijski coni Ljutomer za potrebe obrata Krka, kjer smo se uspešno tudi dogovorili za sofinansiranje s Krko. Postavile so se sončne elektrarne na objekte osnovnih šol na območju občine Ljutomer, rekonstruirajo se garderobe na nogometnem igrišču v Ljutomeru, naredila se je zbirka konjeniškega muzeja v Ljutomeru, peljamo skupni projekt oskrbe s pitno vodo, kar nas je do sedaj za projektno dokumentacijo, za hidrogeološke raziskave in za projekte stalo približno 2 milijona evrov. Potem smo prenovili streho na Mrliški vežici v Ljutomeru, porušili smo šolo in zagotovili ustrezno zemljišče komunalno opremljeno za potrebe izgradnje doma dementnih starejših v Stročji vasi, ki se je tudi že začel izvajati. Potem smo postavili bivalni kontejner v Cezanjevci, ker je bila prostorska stiska, obnovila se je tudi streha v Cezanjevcih na bloku, ki je v občinski lasti, in pa recimo streha na telovadnici in tako naprej. To so omenjeni večji projekti, ki so se zgodili v preteklih 2 letih oziroma pretežni del v letošnjem letu. Delovali smo v duhu enakomernosti razvoja vseh krajevnih skupnosti in, kot ste videli, za vse te investicije, kot sem že omenila, smo pridobili tudi visok delež nepovratnih sredstev. Nismo poviševali cen storitev za občane, niti nismo zmanjšali storitev in pa pravic, ki jim gredo seveda posledično iz proračuna. Kar smo naredili dodatno je bilo to, da smo olajšali plačilo vrtca staršem, se pravi staršem, ki imajo kredit, s katerim se rešujejo individualno stanovanjsko gradnjo oziroma stanovanjske bivalne pogoje. Potem se je tudi razširil krog upravičencev do štipendije. Vključili smo se tudi v vseslovenski projekt Simbioz, kar je za starejšo populacijo ljudi. Potem smo povečali subvencijo za pomoč na domu. Tudi se spomnite sklepa, s katerim se je zagotovilo cepljenje proti okužbi s humanim virusom papiloma in tako naprej. Vse to so bile dejansko še dodane vrednosti k vsemu temu, kar je bilo seveda v preteklosti. Na začetku smo znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in čeprav smo prevzeli negativno stanje približno 600 000 evrov, z veseljem ugotavljam, da zaključujemo z pozitivno poslovanje, kar je zelo pomembno. Uspelo nam je v letošnjem letu to stanje stabilizirati,
Uspeli smo poplačati tudi vse tiste, ki so upravljali investicije na območju naše občine. Saj se na nek način zavedamo, če nekdo investicije izvede, izpelje, potem smo dolžni tudi to pravočasno plačevati, kar ti mislim, da nismo mi tisti, ki bi si želeli ogrožati kakršnokoli delovno mesto našim občankam in občanom. Plani za leto 2013. Želimo ohraniti obseg in raven storitev ter pomoči občanom, ohraniti želimo pozitivno poslovanje občine, brez tveganja in zadolževanja. Po predlogu proračuna za leto 2014 ni predvideno zadolževanje in pa tudi želimo pridobiti čim več nepovratnih sredstev. Planirani prihodki. Planirani prihodki, tukaj imamo davčne prihodke v višini 8 milijonov evrov približno. To je v bistvu med davčne prihodke spada povprečnina oziroma dohodnina, ki jo odmeri vsako leto Ministrstvo za finance. Žal ugotavljamo, da se nam iz leto v leto pač znižuje. Država je sprejela določene varčevalne ukrepe, kar je za nas v letošnjem letu pomenilo, recimo, da smo dobili manj sredstev za cirka 70 tisoč evrov, drugo leto pa je za cirka 180 tisoč evrov manj primerne porabe. To vidite tudi, kako rapidno je primerna poraba padala. Potem so med davčnimi prihodki tudi davki na premoženje, naprimer davki na dediščine darila, na promet z nepremičninami, to je predvideno na približno 900 tisoč evrov. Potem so tukaj davki na blago in storitve, recimo igre na srečo, vključene so tudi okoljske dajatve, kot recimo za odpadke in odpadne vode, to je planirano cirka 250 tisoč evrov. Med nedavčnimi prihodki, kjer planiramo približno 1,5 milijona evrov oziroma 7,5% planiranih prihodkov, so udeležbe na dobičkih in dodatki od premoženja. To je predvsem večjem deležu najemnina za infrastrukturo, gospodarsko javno infrastrukturo, ki je planirana v višini približno 600 tisoč evrov. Potem imamo tudi najemnina za stanovanja, 200 tisoč evrov, najemnine za športne objekte, približno 43 tisoč evrov. Kapitalski prihodki so predvideni oziroma planirani v višini 1,7 milijona evrov oziroma 8,5% prihodkov. To so predvsem prihodki od prodaje osnovnih sredstev in pa zemljišč, ki so v lasti sedaj v občini Ljutomer. Prijete donacije so planirane 0,2% od planiranih prihodkov, to je bolj manjši delež, oziroma 27 360, in pa transferni prihodki v višini 9 milijonov evrov ali 44,4%, to pa so predvsem tista sredstva, ki jih dobimo od države. Kot prvo za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva, veste, da polovico krijejo občine, polovico država, potem sredstva, ki jih dobimo po zakonu o financiranju občin, to vsako leto pripada občine, potem so tukaj sredstva Ministrstva za zdravje, veste, ko zdravstveni dom prijavi potrebe, kaj bo pač delal, občina prijavi na razpis in potem Ministrstvo za zdravje ta del investicijski sofinancira, tudi Ministrstvo za zdravje za požarno takso in tako naprej. Potem, se pravi, planirani prihodki so v višini 20 milijonov evrov. V isti višini, ker mora biti uravnoteženi proračun, so planirani tudi odhodki. Tekoči odhodki so planirani v višini 3 milijone 105 tisoč oziroma 15,2%. Potem so tekoči transferi približno 4,6 oziroma 7 milijona evrov oziroma 23% odhodkov, investicijski odhodki v višini 12 milijonov evrov oziroma to je 59,4% in pa investicijski transferi 477 oziroma 2,4% planiranih odhodkov. Če pogledamo tekoče odhodke, tukaj so seveda planirane plače in drugi izdatki zaposlenih v višini 855 333 oziroma to je v deležu odhodkov 27,5%, prispevki delodajalcev za socialno varnost 128 657 oziroma 4,1%,
izdatki za blago in storitve cirka 1,6 milijona evrov oziroma 54,6%, plačila domačih obresti 25.800 oziroma 0,9% in pa rezerve v višini 400.310 oziroma 12,9%. Tekoči transferi so planirani v višini cirka 4,7 milijona evrov. Od tega so subvencije v višini 454.660 oziroma 9,7%. Potem so transferi posameznikom in gospodinstvom cirka 2,6 milijona oziroma 55,4%, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 366.861 oziroma 7,8% in pa drugi tekoči domači transferi v višini 1.273.088 oziroma 27,1%. Tukaj mi dovolite, da malo bolj podrobno predstavim vse te tekoče transfere, ki sem jih sedaj omenila, subvencije, transferi posameznikov gospodinstvom, transferi nepridobitnim organizacijam, ustanovam in pa drugi tekoči domači transferi. Kajti to je zelo pomembno. Poudarila sem na začetku, da ohranjamo, kljub temu, da živimo v času, ko vsi varčujejo, ko pač vsi rečejo, da zategujemo pas, še enkrat bi poudarila, ohranjamo enak nivo storitev, kot smo jih zagotavljali občanom do sedaj. In če izpostavimo subvencije. Subvencije dajemo za odvajanje odpadnih voda, za čiščenje odpadnih voda oziroma kanalizacijo in pa v kmetijstvo. To znaša približno 450.000 evrov. To so subvencije, ki jih plačujemo iz proračuna za razliko v ceni, kar pomeni recimo za kanalizacijo, za čistilno napravo, dobivamo nižje položnice, kot pa bi jih sicer. Res je, da je država določen čas pač zamrznila dvig cen komunalnih storitev in tudi mi smo na nek način občanom zagotavljali, da ne bomo dvigovali cen komunalnih storitev, zato se tudi ta subvencija v proračunu mora zagotavljati. Potem so drugi transferi posameznikom in gospodinstvom. To so zelo zanimive številke, ki nam povejo določene zadeve, seveda nam nalaga zakonodaja. Določene zadeve pa je zelo prav, da se zavedamo tega, kaj se vse iz proračuna pokriva, kajti marsikdo, ki se s tem ne ukvarja, mogoče tudi nima predstave, kaj se pa vse iz proračuna dejansko pokriva in tukaj dejansko zbir, kaj še občina zagotavlja dejansko za naše ljudi. Recimo razlika v ceni vrtcev, se pravi razlika med ceno, ki jo plačujejo starši in ceno, ki je seveda ekonomska cena, ki jo sprejme občinski svet na seji, je 1,6 oziroma skoraj 1,7 milijonov evrov. Gospod Klemenčič je danes postavil vprašanje, kdaj bomo znižali cene vrtcev, to smo mi naročili, tako da sodelavci tudi pripravljajo izračune. Potem oskrba v domovih 440.000 evrov. Se pravi, za tiste, ki so pač v domovih, mi zagotavljamo na podlagi računov, ki stavi dom starejših občanov, ta sredstva. Potem šolski prevozi, se pravi prevozi otrok v šolo na letni ravni 260.000 evrov. Potem subvencije stanarin, se pravi tisti, ki so v občinskih stanovanjah in ne morajo plačati celotne najemnine, cirka 60.000 evrov. Socialne pomoči, to so tiste pomoči, ki jih dobi tisti, ki ima odločbo Centra za socialno delo. To je približno na letni ravni 28.000. Potem nagrade študentov, približno 25.000 evrov. Potem imamo darilo ob rojstvu otroka, 14.000 evrov. Plačujemo tudi za družinskega pomočnika, 60.500 evrov. Štipendije 15.330, zdravstveno zavarovanje oseb, ki pa nam seveda se zelo zvišuje, pa nam približno iz 60.000 evrov sedaj poskakuje na 85.000, kar skupaj znaša približno 2,7 milijonov evrov. Potem so transferi neprofitnim organizacijam ustanovam, to so predvsem tiste organizacije, ki delujejo v javnem interesu, bolj v dobrodelne, koristne namene, to so naša društva, mladinski sveti, mladinski centri, sofinansiramo tudi Rdeči križ, Varno hišo in pa Kasaški klub, to je na letni ravni cirka 370.000 evrov. Potem pa so še drugi tekoči transferi, finansiramo javni sklad kulturnih dejavnosti, potem zavode, katerih ustanovitelj je občina, to so knjižnica, lokalna turistična organizacija in pa ŠIM.
Potem sofinanciramo RRA-MUR v manjšem deležu in pa v to je vključeno tudi zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, cirka 1,2 milijona evrov. Pa šole in vrtci, hvala lepa, Angelca. No, kot sem že omenila, v letu 2014 se planira cirka 12 milijonov evrov za investicije. Vsako leto plačujemo to, kar se je izgradil ŠIC, kar smo rekli, da ni kredit, to je v bistvu zdaj finančni najem ŠIC v višini 452 tisoč evrov. Potem je planiran nakup opreme in licenčne opreme 72 700, novogradnje, rekonstrukcija, adaptacija, to so predvsem mišljene nove investicije v višini 9,8 milijona evrov, potem investicijsko vzdrževanje in obnove 741 462, nakup zemljišč 323 340, za projektno dokumentacijo 707 513, oziroma vse skupaj 12 milijonov 121 879. Vidite na prezentaciji razrez, kako bi se naj pač pokrivali investicijski odhodki v tej višini. Iz državnega proračuna 410 tisoč evrov, iz nepovratnih sredstev, se pravi sredstev Evropske unije 8,6 milijona evrov in pa občina cirka 4 milijone evrov. Občina predvsem iz sredstev največ najemnin, kar sem omenila za gospodarsko javno infrastrukturo, potem so davki, komunalni prispevek, kapitalski prihodki in pa strogo namenska sredstva. Investicijski transferi, to so nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 65 420, potem občina Puconce, veste, da smo v skupnem projektu za celo Puconce, sedaj se izvaja druga faza, ki je vredna cirka 1,4 milijona evrov, so vključene vse pomurske občine in na nas odpade drugo leto 232 377, potem transferi javnim zavodom 179 666 oziroma skupaj 477 463. Sedaj mi dovolite, da vam predstavim večje naložbe, ki so predvidene po posameznih krajevnih skupnosti in pa tiste naložbe, ki so dejansko skupne nam vsem, se pravi vsem občankam in občanom. Najprej bi se dotaknila krajevne skupnosti Ljutomer. Kot največji projekt, ki smo ga sicer že omenjali lani, zgodilo se ogromno aktivnosti, to je oskrba z pitno vodo pomurskega vodovoda, konkretno naš krak, Prleški krak, v katerega je vključen 8 občin, je sistem C. Letos so bile izvedene hidrogeološke raziskave, več ali manj je pripravljena vsa razpisna dokumentacija, smo v zaključni fazi oddaje vloge za pridobitev kohezijskih sredstev. Moram povedati, da sem zelo vesela, da ste se tako aktivno vključila oba ministra, tako gospod Bogovič kot tudi minister Žerjav. Imamo mesečno koordinacijo, na katere hodimo gospod Rožmarin, direktor in pa jaz in sproti tudi spremljamo ta projekt in mislim, da smo na dobri poti. Res je, da je bil rok za oddajo vloge 5., vendar pa nam pooblaščeni inženir DRI ni dostavil pravočasno vloge, tako da je sedaj novi rok 19. in bomo seveda tudi morali ukrepati, vkolikor se to ne bo zgodilo. In iz sistema C. Skupni sistem C je vreden približno 50 milijonov evrov, od tega odpade na samo občino Ljutomer približno 20 milijonov evrov. Delež, ki ga dobimo pri tem projektu iz kohezijskih sredstev, je nekako planiran na 90%, dobimo drugih virov, na občine pa bi naj odpadlo 10%, kar seveda za našo občino tudi ne pomeni tako malo. Če računamo, da 20 milijonov odpade na občino Ljutomer, potem to pomeni, da bomo v 2 letih približno, računamo, da bi se naj ta investicija izvajala 2 leti, zaradi finančne perspektive pomeni 2 milijona evrov v proračunu. To je kar velik denar. Ampak glede na to, da kar nekaj pridobimo, oziroma pridobimo ogromno, mislim, da je to projekt Pomurja eden izmed večjih, ki se bo zgodil, je pač potrebno temu projektu dati prioriteto. Kaj dobi občina Ljutomer iz sistema C? Izgradnjo vodnega vira na Moti, zaščito vodnega vira Mota, kanalizacijsko omrežje na območju krajevne skupnosti Cven, se pravi Mota, Krapje, Cven, v dolžini cirka 17 km
potem izgradnjo transportnih in medobčinskih vodovodov v dolžini cirka 21 km, primarni vodovodov v dolžini 44 km in pa vodohram Jeruzalem, vodohram s prečrpališčem Radomerjem 1 in pa Radomerje 2. In konkretno v krajevni skupnosti Ljutomer bi se naj v okviru sistema C zgodil transportni vodovod Ljutomer v dolžini 6770 metrov, kar predstavlja približno 3,1 milijon evrov. V planu proračuna za prvo obravnavo je prav tako Puhova poslovna cona. Če se spomnite nazaj na seji, sem vam omenjala, da smo na 6. razpis regij, se pravi, to je kvota, do katere je vsaka občina upravičena, poskušala prijaviti širitev stanovanjske soseske na Juršovke. Mi smo takrat tisti predlog podali, vendar so nas regionalna razvojna agencija, ki koordinira pač prijave na 6. razpis, opozorili, da to ni upravičeni strošek. Zato smo morali iskati drugi projekt in smo se odločili, da prijavljamo Puhovo poslovno cono. Mi smo mogli prijave oddati. Zakaj Puhova poslovna cona? Namreč v preteklosti smo se pogovarjali, da je potrebno pristopiti k temu, da bi spodbujali potencijalne investitore, da se pojavijo v Ljutomeru in kar nekaj razgovorov je bilo upravljeno, vendar je premalo zemljišče. Zemljišče mora biti komunalno urejeno, da postane interesantno za potencijalnega investitora, ki bi naj ustvarjal delovna mesta. V letu 2013 je sicer predvidenih manj sredstev, čeprav gre za projekt, ki je vreden cirka 770 000 evrov. Drugo leto je predvideno manj zaradi tega, ker to kar nekaj časa traja, preden dobiš odločbo, na podlagi katere lahko črpaš sredstva. Je pa seveda potem v 2014 predvidena izvedba, če bo seveda vse v redu. Upravičeni smo do teh sredstev, tako da smo tudi dobili že zeleno luč za Puhovo poslovno cono, da pa to so upravičeni stroški, tako da jaz na nek način verjamem, da bi ne šlo v realizacijo v 2014. To imamo pregled, v bistvu smo pridobili podrobnejši občinski prostorski načrt, ki dejansko predvideva, kako bi komunalna infrastruktura potekala, smo pa razdelili na 2 fazi, ker celotni projekt komunalne ureditve seveda bi stal več. Potem odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure. To gre za projekt, ki je vreden cirka 8,2 milijona evrov, peljamo ga skupaj z občino Radenci, več odpade na občino Radenci, kot pa na občino Ljutomer. Vključeno pa je tukaj izgradnja kanalizacije po Kameščaku, s tem, da se potem ti uporabniki s Kameščaka priključijo na čistilno napravo v Ljutomeru. Namreč, kaj je nam interes? Tam ste videli negativni izid poslovanja na čistilni naprave pokrivamo s proračuna, kar je razumljivo. Če so stroški, potem razliko, če uporabnik plača manjšo ceno, razliko moramo zagotavljati v proračunu. In interes je, da čim več uporabnikov priključimo na čistilno napravo v Ljutomeru, kajti sedaj, mislim, da so me podučili, da je zasedenost približno 50%. Kar pomeni, seveda, da ti stroški odpadajo na toliko uporabnikov, koliko je sedaj priključenih. Se pravi, to peljamo z občino Radenci in tukaj tudi pričakujemo kohezijska sredstva, ravno tako kot pri sistemu C. Potem rekonstrukcija na prispevnih območjih čistilne naprave Ljutomer. Kot sem omenila, je kar nekaj pobrane najemnine za infrastrukturo, ki jo dajemo v najem, se pravi na področju gospodarskih javnih služb, voda, odpadki in tako naprej. In tukaj smo na nek način planirali, seveda je odvisno od pridobljenih ponudb, da bi se naj posamezne manjši deli ulic, ki so v Ljutomeru, vključili v to tudi na čistilno napravo, ko bi se izgradila kanalizacija, tako da so predvidene te rekonstrukcije v ulici Viktorja Kukuca, to je nekje za kanalizacijo predvideno 108 000 evrov 150 in pa za vodovod 20 800. Potem Soboška cesta še en mali del za kanalizacijo 10 000 evrov, na Ormoški cesti za kanalizacijo 5 000 evrov, za Kidričevo naselje za kanalizacijo 80 691 plus 90 000 za vodovod, potem je Babinska cesta 49 za vodovod, iz teh sredstev namenskih, se strogo mora namensko uporabiti za investicijsko vzdrževanje čistilne naprave cirka 90 000 evrov in pa en del še je vodovoda v Mestnem bregu, to je približno 230 metrov. Kot sem že omenila na prejšnjem slajdu, vidite, smo predvidevali
zamenjavo infrastrukture, se pravi kanalizacije in vodovoda na Juršovki, pravi iz teh strogo namenskih sredstev. In če se bo pač zamenjala infrastruktura, smo na nek način razmišljali, ker je tudi cesta zelo dotrajana, da bi se rekonstruiralo tudi cestišče. Ampak to je zalogaj, ki za sabo potegne približno čez 700-800 tisoč evrov in smo pripravili predlog, da se zadeva prijavi na razpis čezmejnega sodelovanja Slovenije s Hrvaško. Vi veste, da smo v letošnjem letu dobili sredstva za kanalizacijo pristava, prijavljali pa smo isto tudi kanalizacijo Krištanci, Šalinci, Grlava in smo uspeli na enem projektu. Sedaj smo se odločili, da bi to prijavili na ta razpis in v nasprotnem primeru, se pravi, če ne bi uspeli na tem razpisu, bomo mogli iskati rezervne rešitve, ali ne bo šlo za rekonstrukcijo celotnega cestišča, ker pač, ko začneš kopati, če se lahko tako po domače izrazim, potem tudi vidiš, kaj je spodaj, kakšna podlaga je, ker je pač to že kar več kot 30 let staro. Potem imamo komunalno opremljanje Juršovke. Kot vam je znano, oziroma sem že prej omenila, da smo pač vse 4 parcele, ki so bile komunalno urejene, ta investicija ne se stala z otroškimi približno 190 tisoč evrov, so bile prodane na javni dražbi. In jaz sem vesela sicer, da je interes, da se pač iščejo parcele v naši občini, da smo zanimiva občina za priseljevanje oziroma da naši ljudje ostajajo v naši občini, to je zelo pomemben podatek. Smo planirali, da bi, ker nismo mogli prijaviti na razpis regij tega projekta širitve Juršovke, da bi v letošnjem oziroma po planu za 2013 pristopili k zagotovitvi infrastrukture, se pravi cesta, vodovod, kanalizacije za 8 parcel. Tako da bi potem teh 8 parcel komunalno uredili in ponudili v prodajo. Imamo še fond, kar se tiče stanovanj, smo predlagali v Stročji vasi, je bila dražba, vendar je bila neuspešna. Imamo pa še tudi namen v Cezanjevcih, to je tudi v načrtu prodaje, kar nekaj parcel na območju, kjer pač Ministrstvo za kmetijstvo ni dalo soglasja za novo šolo. Potem na področju KS Ljutomer je planirano tudi ureditev dovoza do osnovne šole Ivan Cankar, to je v višini 50 tisoč evrov. Mi smo imeli kar nekaj sestankov z predstavniki sveta zavoda in smo dorekli določene rešitve, da bi se naj postopoma te zadeve, ki so problematične, uredile. Seveda pa moramo tudi poskrbeti malo za mladino, potrebe so za skate stezo, sicer sem bila vprašana, ja, ste dali temeljni kamen na zemljišče, ki ni vlasti občine, to ni res, ne, mi smo ga dali. Tam je tudi sprejet prostorski dokument in je tudi bilo planirano skate igrišče, vendar so se takrat pač malo so bili nejevoljni predstavniki košarkarskega kluba in smo sedaj razmišljali, da bi skate stezo locirali na drugi lokaciji. Razmišljali smo, da bi se zgodila za športno dvorano. Tako da je planirano tako skate steza, kot tudi košarkarsko igrišče. To je predvsem želja mladine. Skate steza se predvideva v višini 21.600 evrov. Tukaj pričakujemo nepovratna sredstva Las Prlekija, ki bi se tudi naj zgodil v prvi polovici naslednjega leta. Za košarkarsko igrišče, ki pa je planiran strošek 50.720, pa ravno sedaj poteka razpis Fundacije za šport. In tukaj mi tudi pripravljamo prijavo, če boste vi potrdili to v proračunu, potem bi prišlo tudi do izvedbe. Je pa tudi drugo leto Evropsko leto športa in se tudi pripravlja neki razpisi, tako da če bi še dobili kakšen dodaten vir, bi seveda bil dobrodošel. Kar se tiče izgradnja hodnika za pešča Spodnji Kameščak, to je res problematična zadeva, ki se že kar nekaj let vleče. Mi smo letos naročili geodetske odmere, v letu 2013 smo planirali odmere zemljišč v višini 30 tisoč evrov. Res je, da smo kar nekaj časa se pogovarjali. Ko smo pripravljali osnutek proračuna, smo želeli ta konkretno izgradnjo hodnika za pešce, ki je ocenjena v višini 541.809, prijavljati na razpis Hrvaška Slovenija. Midva z direktorjem smo se pogovarjali z gospod Neno, ki zopet ne znam priimka, mi je zelo žal, Dokuzovič. Dokuzov, se opravičujem. Če je to možno prijaviti na razpis čezmejnega sodelovanja. Ona je rekla,
v bistvu gre za regionalno cesto, da pločnik kot tak ne gre. Če bi mi gradili cesto s pločnikom, potem bi to bilo možno. Ampak ta del je regionalna cesta in nas je napotila na sestanek na Direkcijo Republike Slovenije za ceste. Mi smo in naslednji dan po sestanku direktor je pripravil tudi prošnjo in tudi oni z ministrstva so posredovali na direkcijo, da bi se čim prej poskušali dobiti in poiskati rešitev. Potem je predvideno kanalizacijsko mrežje Noršinci-Babinci. Tukaj gre za projekt, ki je vreden 374 000 evrov. Počrpali bi sredstva, ki bi jih dobili iz 23. člena zakona o financiranju občin. Sem pa se posebej dala podočiti, da ne bi prišlo do iste situacije kot v pristavi. To je v bistvu bil izdelan projekt v preteklosti, ki zajema naselje Noršinci in pa Babinci za gostilno Kurbus, tista ulica. Tako da moramo mi za preostali del Babinec naročiti projektno dokumentacijo, ki je tudi po predlogu proračuna vključena, se pravi projektna dokumentacija. Večkrat smo se pogovarjali tudi o glasbeni šoli, ki je naenkrat postal problem. Vi veste, da je glasbena šola na različnih lokacijah sedaj, predvsem zaradi tega, ker smo dobili dokumentacijo, ki nas opozarja, da je problem v statiki. Je pa trenutno tudi v aktualen razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetsko sanacijo stavb. Tako da smo na nek način razmišljali o predlogu, da bi prijavili na ta razpis glasbeno šolo, vendar v sklop energetske sanacije ne sodi statika, ampak samo tisti del, se pravi toplotna izolacija, fasade in pa zamenjava oken. Tako da bi morali tisti del, ki odpade na statiko, zagotavljati v proračunu, to pa je nekje približno 187 900 evrov in to je v predlogu proračuna vključeno. Potem pa, da bi to sanacijo, v bistvu, da bi ta razpis tudi, ker se lahko financira 100% upravičenih stroškov in ker smo na podružnični šoli Cvetka Golarja tudi zamenjali strešno kritino, smo razmišljali, da bi prijavili na ta razpis tudi zamenjavo oken, tako da bi prijavljali tudi osnovno šolo Cvetka Golar, če boste se strinjali. Pa smo na krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava. Tukaj se predvideva v okviru sistema C izgradnja transportnih vodovodov Šalinci, Banovci v dolžini 4000 metrov oziroma to znaša približno 718 470 evrov. Potem na območju krajevne skupnosti Cven, vodni vir Mota, to je približno 2,2 milijona evrov. Potem je zaščita vodnega vira Mota, kanalizacijsko mreže, kot sem že prej dejala, to je v višini 1,9 milijona evrov. Potem primarni in sekundarni vodovod, vodovod Cven-Ljutomer v dolžini 4000 oziroma 4 km, kar znaša 696 883 po cenah. Pa smo v krajevni skupnosti Stročja vas. Rešujemo problem, ki sem ga že prej izpostavila, se pravi zagotoviti vsem krajanom pristave kanalizacijo, se pravi sekundarna izgradnja. Manjka nam približno 2 km, kar znaša približno 230 000 evrov in pa nekateri deli še so v Stročji vasi, kjer bi radi potem zagotovili kanalizacijo, to je približno 1,8 km v višini 200 000 evrov, tako da bi celotno območje Stročje vasi in pa pristavo bilo pokrito z kanalizacijskim omrežjem. Potem še v okviru sistema CVK je Stročja vas primarni in sekundarni vodovod Stročja vas pristava v dolžini 3,6 metra oziroma to znaša 718 380 evrov. Potem v Železnih dverah sistem C visoka cona, to je približno 8,5 km v višini 1 milijon evrov in nekaj, potem vodohram s črpališčem Radomerjem 117 613, vodohram s črpališčem Radomerjem 205 823, vodohram Jeruzalem 308 735 in pa primarni in sekundarni vodovod Radomerščak 737 288. No, v kaj Železne dveri se predvideva tudi izgradnja kolesarske steze in pešpoti. Zagotovili smo v proračun, oziroma predlagamo pač 74 000 evrov. V krajevni skupnosti Mala nedelja, tukaj bi pač rada povedala, da moram vzdrževati krajevno skupnost Mala nedelja in pa Radoslavci, zato ker so določene trase, ki segajo v Radoslavce, nekaj je v Mali nedelji.
tako da v bistvu to velja za obe krajevni skupnosti. Transportni vodovod Godemarci-Moravci v dolžini cirka 7 km, to je cirka 1,1 milijon evrov in nekaj. Primarni sekundarni vodovod Godemarci-Moravci v dolžini 23 km in pol, to pa je približno 2,5 milijona evrov. V krajevni skupnosti se tudi predvideva izgradnje oziroma modernizacija ceste Koračice-Trnovci. To smo se pogovarjali z občino Sveti Tomaž, konkretno z gospodom županom. Oni bodo izgradili 1400 metrov ceste oziroma bodo jo modernizirali, tako da smo se nekako dogovarjali, da bi potem, ker so tudi tam naši občani, skupen projekt izvedli. V krajevni skupnosti Cezanjevci so seveda aktivnosti v smeri izgradnje nove osnovne šole. Bila sta dva sestanka zbora krajanov, kjer smo seveda usklajevali lokacijo nove šole. Sedaj je to po predlogu občinskega prostorskega načrta upoštevano. Bivalna enota se je postavila, tako da smo malo reševali prostorsko stisko in v letu 2013 se planira odkupi zemljišč za novo šolo v višini 50 tisoč evrov in pa izdelava dokumentacije v višini 40 tisoč evrov. Potem krajevna skupnost Stara cesta. Tukaj se predvideva izgradnja oziroma rekonstrukcija ceste Žerovinci Stara cesta v dolžini cirka 4,3 km evrov. Ta projekt je ocenjen na približno 1 milijon evrov. In tudi ta projekt bi želeli prijaviti na razpis čezmejnega sodelovanja s Hrvaško, Hrvaško-Slovenija. To je sicer bilo, IP je že bil potrjen, 2009 nismo uspeli s prijavo, zato ker so baje manjkali neki dokumenti, tako da mislim, da je čas, da se tudi ta zadeva prijavi in se zagotovi varnost udeležencev v cestnem prometu tam. In pa skupne naložbe, ki so pomembne za vse. Kot prvo bi izpostavila seveda zdravstveni dom. Zdravstveni dom je do občine izkazal potrebo, da bi se zagotovili dodatni prostori pri prostoru nujne medicinske pomoči. Gre za projekt, da bi en del sofinansiralo Ministrstvo za zdravje v višini 45.900. Občina bi po predlogu proračuna zagotovila 35.667, posredni proračunski uporabniki cirka 260.000 in pa druge občine, ki seveda tudi pripadajo našemu zdravstvenemu domu, 18.333. Seveda se zdravstvenemu domu planirajo tudi sredstva investicijskih vlaganj, se pravi tisto, kar mi poberemo od koncesionarja, koncesnine se vrača v zdravstveni dom in pa na področju zdravstva se planira oziroma se predlaga nabava avtobusa za odzem krvi na terenu, kar pa boste pozneje tudi več podrobnosti slišali, ker sem videla, da se nam je pridružil primarij dr. Pivec. Prostorske dokumente občine smo danes slišali, bolj ali manj smo v zaključni fazi, jaz upam, ampak večina stvari je poplačani, v letu 2013 se predvideva 30.000 evrov. Potem sem prej omenila tudi skupni projekt sofinansiranja Cerub Puconci, drugi fazi je, uspešno dela potekajo. Za Miklošičevo leto se predvidevajo sicer skromni stroški. Na nek način smo predlagali, da bi se obnovilo stopnišče na Miklošičevem trgu, to je približno 40.000 evrov. Kar pa se tiče same izvedbe dogodkov, ki bi se naj zgodili, pa smo tudi bili skromni in smo predlagali 20.000 evrov. Na področju gasilstva sem vesela, da smo uspeli z prijavo. V letošnjem letu imamo sklep, smo tudi že izbrali izvajalca, ki bo slej ali prej začel tudi z prenovo gasilskih domov. Šlo je za kvoto, do katere je bila občina upravičena iz razvoja podeželja, to je bilo približno nekje, mislim, da čez 100.000 evrov. Uspešno se je dobilo sredstvo za 5 gasilskih domov, se pravi tisti, ki so imeli ustrezno projektno dokumentacijo, ker so se pač projekti zahtevali, smo mogli zadeve dokazovati, tako da se bo izvajati začelo konec tega leta oziroma v naslednjem letu. So zbrane ponudbe, izvajalec je izbran, vendar še določene postopke morajo do konca steči. In pa na stanovanjskem področju planiranih je nekje 100.000 evrov. Predvsem se stanovanjska problematika, imamo 177 občinskih stanovanj, vendar se vedno bolj ugotavlja, da so potrebe po manjših stanovanjih, po garsonjerah, tako da se predvideva mogoče kakšno enosobno stanovanje oziroma garsonjere
sicer strošek 100 000 evrov. Sklep ne mislim, ne varčujemo na občanih. Na občanih po predlogu proračuna ne dvigujemo cen storitev in se ne zadolžujemo. Realno načrtujemo, dosegamo ravnovesje med razvojem varčnostjo in poskušamo ohranjati enakomernost razvoja vseh krajevnih skupnosti. Predlog, ki ga imate na mizi, je predlog, ki je plod dela mojih sodelavcev, za kar se jih iskreno zahvaljujem. Mislim, da je dober predlog, prepričana sem, glede na vse povedano. V ponedeljek sem tudi zadevo predstavila, predvsem z željo, da se čim bolj vključimo vsi v ta dokument. Mi imamo svoje mnenje, mi mogoče mislimo, da so to prioritete, mogoče imate vi drugačno razmišljanje. Jaz bi res prosila, mi smo te predloge dali na podlagi argumentov in bi želela, da bi tudi vi dali svoje pripombe, svoje predloge v čim večjem številu z argumenti. Čas javne razprave bo 15 dni, tako da ima vsak, tudi danes se dajo pripombe, tudi v času javne razprave vas vabim, da date pripombe. Ne nazadnje imate možnost tudi dati amandmaje, tako da vas res vljudno vabim in zelo dobro bo, če bo proračun sprejeti. Kajti zastavljeno je tako, mislim, da se strinjate vsi, da smo pravočasno predlagali predlog proračuna in smo tudi zastavili tako, da bi do konca leta bil sprejet. Ne bi želeli, da bi se grozilo izvajanje kakršnega koli projekta, ki je predviden, ali pa zamudo kakšnega razpisa, in pa ne bi želeli, da bi z razpisi društev morali zamikati ne vem kako daleč v letu 2014, kajti kar nekaj telefonskih klicev imamo, če se pač razpisi ne zgodijo pravočasno, ker tudi društva morajo določene aktivnosti peljati. Tako da jaz vas vabim res konstruktivne razprave in da ta dokument res vzamemo z vso resnostjo. Hvala lepa.